A se vi začudite, kdaj je odziv ljudi, ne? Da se recimo enim zadevam bolj smejejo, drugim manj, da česa mogoče ne razumejo? Ma ja, včasih me preseneti, ma ne. Tako, vem, da enkrat me je grozno presenetilo, ker smo gostovali s plešasto pevko v Braziliji. In seveda, plešasta pevka, smo hodili pač kar ena turneja, smo hodili po teh raznih gledališčih, kjer se je bila gledališka publika že vzgojena. In imajo tudi akademijo oziroma celo srednja šola za gledališče. In smo imeli prvo, drugo, tretjo ponovitev in vedno so se smejali, seveda teksta niso razumeli, so se smejali na gestikulacijo, na to, pač je taka igra, kjer se razmerja hitro prepoznajo. Pa sem videl, da so enkrat začeli se smejati na popolnoma nepričakovanih mestih. In pa smo gledali, kaj so Slovenci vmes, kaj? Ampak vedno z nekim zamikom. Z nekim zamikom enih par sekund. Pa so se pol zarežali, tako da so pati seveda tam, ker nisem pričakoval absolutno, v tekst recimo. Ne? Ampak kaj se dogaja? Pa so žgali luč in sem videl, da so ti študenti imeli pred sabo tekst in ga sproti brali, ko smo mi igrali. No, mislim, take presenečenja so, ne. Dostikrat se zasmejo na kakšnem mestu, dostikrat se pa zgodi, da je, ker teater je le eno drugo umetnost kot literatura, ne, da se zaradi igre, zaradi same situacije na odru, zaradi igralca ali igralcev, se ustvari en komičen moment, en očarljiv moment, ki ga v tekstu nisi niti predvideval zaradi njihovega šarma, zaradi tega, ker so oni svojo intuicijo pogruntali, da tam nekaj še tiči. Kar nisem jaz opazil. To videti svoje stvari uprizorjene je kar dovolj. Pa recimo, če se spustiva mogoče z tega svetovnega nivoja spet na slovenski nivo, da so določene šale recimo bolj lokalno smešne, ne vem, samo na Primorskem ali pa na Štajerskem. Seveda, ne, včasih da je kakšna beseda oziroma kakšna povezava besed, ki so seveda čisto lokalne. Pa recimo po drugi strani, če zdaj vaša generacija že malo drugačna, ampak če se včasih hecalo na račun fašizma, je tle na Primorskem malo drugače. Potem, ko so recimo, ko smo igrali tistega lepega dne, smo igrali na Koroškem in so rekli, fašisti. To so bili tako kot naši nacisti, samo malo manj, ne. Bilo je treba prav malo narisati, kako je izgledalo ta presija na primorskega Slovenca, za razliko od koroškega Slovenca. Ampak to so pač te kulturne majhne razlike, ki niso toliko pomembne za samorazumevanje. So pa samorazumevanje cele zgodbe, so pa šarmantne, so tisto, kar naredi gledališče in delati v gledališču. Verjetno je največji strah igralcev, ki igrajo komedijo, prav ta, kot sva ga na začetku povedala, da se ljudje ne bi smejali. Kaj pa, če se res ne? Kaj, če je odziv mlačen? Tako. Grozljivka. Razen, če seveda se distanciraš od svojega dela in, kot sem rekel, na koncu se prikloniš in rečeš, nisem. Probaš z pogledom takim žalostnim povedati, dragi abonenti, jaz nisem izbral to stvar. Imam svojega šefinjo, ki to določa in tako se je išlo, jaz moram svoje delo narediti naprej. Grozen občutek, se pravi, še posebej pri komediji. To je tako imenovani igralski pekel. Ker igralci imamo more, da je publika neodzivna, tudi sanjaš te stvari. Ali pa, da prideš na oder oblečen v kostum, ali pa tudi ne, in vsi kolegi te gledajo, čakajo, da boš rekel in ti nimaš pojma, v kateri predstavi si, kaj bi imel za reči. So te gledališke more, ki nas preganjajo. No, med njim je tudi ta, da je tišina v publiki, ko ti probaš na vsak način biti šarmanten,
šarmirati in tam je klinično mrtvi vsi. To ni lepo. Se je to zgodilo kdaj pri teh vaših 4 predstavah? Ne. Spomnim se, ena dvorana v Sloveniji je taka, kjer se, ne vem kako, kdo je ta Frdaman, ki je oblikoval to dvorano, da je akustično ni pomislil na to, da ne samo, da mora priti zvok na oder, ampak in toliko, da mora priti tudi, da mora priti z odra zvok v dvorano, ampak tudi toliko iz dvorane nazaj in odziva ne slišiš, ne. In tam se spomnim, da smo enkrat igrali, povsod je bil smeh, ni tle, kaj je. In pa se priklanjamo in stopimo naprej od rampe, malo naprej, tako da smo slišali dvorano, da smo bližali noter v dvorani, ker če ne je bila taka školjka, ker je odbivala vse zvoke iz dvorane nazaj, nismo dobili nič na oder. Nastopili ven, vidimo, da se v bistvu režijo en aplavz tak, da smo morali prihajati na oder še večkrat. Mislim, da bi se pa prav zgodilo, mogoče enkrat samkrat, pa ne vem, kaj je bilo, v enem turističnem mestu smo bili, ker je precej tujcev, in se mi zdi, da so tujci noter šli. In zdaj še v dialektu in to niso razumeli nič. Tako da je bilo res muka takrat igrati. Muka je seveda igrati recimo komedijo, ko hočejo posnet na TV-ju ali pa tako brez publike. Ko nimaš odziva, ti si pa že navajen na ta odziv in je to te požre bolj kot 4 predstave. Ker ni, preprosto ni tistega vala, ki bi te peljal naprej.